Zjutraj Charlie prebudi se in prelista dnevne časopise. Lačni medved Miha se v kuhinji mudi in pripravlja zajtrk za vse tri. Tjaša pa veselo že pometa in pravi, da lep dan se nam obeta. Naj sonce bo, ne vihta, naj dežuje, naj sneži, lepo je vedno med prijatelji. Pod čarobnim dežnikom sem nam je lepo, pojemo, plišemo in se zabavamo. Pod čarobnim dežnikom čarovnija je, dežnik se vrti, še ti zavrti se. Vika! Ej, Miha, Ja, veš kaj? kaj? Čakaj, kaj ti to bereš? Enciklopedija, je dolga ta beseda. Klop je noter, lej. Narave. Ja. Čakaj. Enciklop. En, Edija. kje je klop? Klop, ja not. V enciklopediji Po je besedi. klop. Dobra si, Tjaša, narava. Miha, zakaj še jaz nimam v svoji beležki nič o naravi napisanega? Pa toliko časa, veš, koliko časa jaz zunaj v naravi preživim. V gozdu se igram veliko, na travnikih skačem, zunaj na dvorišču se igramo, ampak nič ne piše o naravi. Pa res, še nič nimaš napisano. Ja, pa mene v bistvu tudi zanima, kaj več, a veš? Ker sem slišala, da obstajata dve naravi, a veš to, Charlie? Dve naravi, kako si to lahko so zamislili, ampak pravijo živa in neživa narava. Jaz sem pa mislil, da po noči narava, pa čez Ja. dan narava. Mogoče tudi to, kaj pa vem. Miha, ti zagotovo veš, če pa bereš tole enciklopedijo. Seveda vem, Tjaša, in z veseljem tudi tebi več povem. A tudi Veš, meni kaj je malo? živa pa neživa? Ja, seveda vem. O, super. Prisluhni mi, Charlie, ti si pa zapiši, da boš imel od zdaj Ja, naprej lej, tukaj zapisano. je prostor, beležki. a si bom napisal narava. Ja, Tako, živa ker saj in- veš, Charlie, pametni si zapiše. Ja, jaz ja. sem pameten, pa Neživa. si pišem. Ja. Včasih sem tudi Okej. malo nepameten. ampak Jaz sem dobro. tudi pripravljena. Tako živa in neživa narava. Tako je. Ok, jaz sem pripravljen. Danes vam bom predstavil značilnosti narave. Super. Naravo delimo, kot smo že rekli, na živo in neživo naravo. In ena brez druge sploh ne moreta obstajati. Ja. Živo naravo sestavljajo živa bitja. Nekaj, kar raste, se premika, se razvija, živi in se spreminja. Prva živa bitja, ki spadajo v živo naravo, so živali. Naše prijateljice, Ja. kaj ne? Seveda, te vsi poznamo. Zagotovo jih imamo vsi radi, ja? Seveda, najrajše. Živali potrebujejo hrano, vodo, svetlobo, toploto in neko okolje, da lahko živijo, rastejo in se razvijajo. Ravno tako velja tudi za rastline. Sicer malo drugače, a tudi rastline potrebujejo vodo, svetlobo in neko okolje, predvsem pa toploto. Ker rastline si same proizvajajo hrano in zato nujno potrebujejo svetlobo in vodo, Wow. da se razvijajo in rastejo, da ne ovenijo. Same si kuhajo, nisem Ja, vedel. podobno. Ja. Ful A poznamo še kakšna živa bitja, Charlie in Tjaša? Živa bitja bi lahko bila... No. Še kakšna živa bitja? Sonce, oblaki, Ej, jaz sem se spomnil. Drevesa, a ja, živali, to smo že rekli. vse res, Sadje, sadje, zelenjava, rože, ananas, banane, marelice. A sem prav povedal? Ajoj, veter, kako sta lahko pozabila? Človek. a ja, Ja. Joj, no. žival in človek. Ja, Ja, točno. A, ljudje ste tudi živa bitja. seveda, če si Tudi vi, tako kot mi živali in rastline, rastete, se razvijate, se gibate in tako naprej.
Tudi ljudje za življenje potrebujete hrano, vodo, kisik za dihanje, a ne? Brez tega ne bi mogli živeti. Med živa bitja pa spadajo tudi bakterije, ki jih imamo sicer malo manj radi, ampak nekatere bakterije niso škodljive in jih nujno potrebujemo. Tudi bakterije potrebujejo vse to, kar ostala živa bitja. No, sta si zapomnila, kaj potrebujejo vsa živa bitja? Ja, če sem si pa napisal. No. Se pravi, Hrano, prostor, vodo tudi Vodo. in še Svetlobo. Ja. Ja, Toploto. bravo. Ja. Bravo, res je. No, naj vama zaupam, da so še zadnje, ki spadajo v živo naravo, tudi glive. Tudi te so nekatere malo manj prijetne. Glive. Ja, A tiste na nogah? podobno, ja. In kakšne bolezni, pa tiste na nogah, pa plesen. No, ampak med glive spadajo tudi gobe. A sta to vedela? Gobe. Pojma nisem Gobe, imela, res. Wow. Se pravi, gobi se reče tudi gliva. Ja, res je. Tako je, Charlie. Ok. In tudi one potrebujejo toploto, hranilne snovi, hrano, svetlobo, prostor, drugače lahko odmrejo. No, a bi mi sedaj znala še enkrat našteti vse, kar spada v živo naravo? A so si zapisala, a ne? Charlie, preberi. Živo naravo pa spada, čakaj, toliko sem si že vsega tega napisal. Živali, A ja, živali, Ja. pa Ja. ljudje, ljudje, pa rastline, ja, pa glive, pa bakterije. pa bakterije. Tako je, bravo. Ja. Ok, super. Bravo. To imam veliko, ker vse potem pomešam. Čakaj, si Odlično, odlično. No, in kaj vsi mi potrebujemo za razvoj in rast ter življenje? Bi znala našteti. Kaj pa vi, otroci, a ste si zapomnili? Smo vsi. Kaj potrebujemo? Poskusimo ponoviti. A ja, seveda. Dajmo. Ja, potrebujemo pa, lej, ki sem si prej No. počrtal, se pravi hrano, Hrano, pa prostor, prostor, a ne? pa vodo, Tako, pa še nekaj svetuga, ki se reče Svetlobo. in to. toploto, Zdaj pa čisto zrak, easy. ne? Ja, zrak pa tudi, Ja. ja. Tako je, bravo, bravo. Jaz bi še kakšno palačinko zraven dodal, ampak ja, se to je hrana. Hrana, ja. Ja, to sem hotel vprašati, a ne? Zdaj smo imeli živo naravo. To je živa, ja? Kaj pa prej si pa rekla ti, da poznamo še neživo naravo? Neživa. Ja. In kaj pa neživa narava? No, neživa narava pa je vse, kar ni živo bitje in nas obkroža. So snovi, ki jih najdemo v naravi. A bi vidva morda vedela to, zdaj, ko sem Ja, vam malo valjda, razložil? itak. Sej, ne, v naravi najdemo na vsakem vogalu, Tjaša in Miha, na vsakem vogalu najdemo smeti. Ne? Pa kakce od papsov, pasje kakce iz trepke, pa potem najdemo tudi polno ovitkov od čokolade, no, sej to so smeti. Ah, Pa Charlie. Ja. najdemo, Ne vem, jaz mislim, da to niso. a ni to neživa Ja, narava ampak smeti? to ni narava ustvarjala, to narava ustvarjala. Ne, to Ne. človek tam nametu smeti, ja, po nepotrebnem. A kaj pa mogoče, ne vem, zemlja? Bravo, Tjaša, res je. Je, Ja, Zemlja? res je. ja. Prva med vsemi so tla, zemlja oziroma zemlja. Prst, Ja. ki nam daje hranilne snovi in iz nje raste hrana, ki jo potrebujejo živali in ljudje in druga živa bitja. A si rekel prst, Ja, pa nič ne pride hrane ven. A ti to mene hecaš malo, ne? Čeprav, a veš, jaz vem, en pregovor pravi, nekaj imam pod prstom, a ne? Oziroma, če imaš veliko pod palcem, ampak jaz Ne. nimam nič. ne, Jaz nimam nič pod Charlie. palcem. Imaš samo umazanijo gor, Charlie. Ja, Charlie. Marja. Fuj, Pa ne prst na roki ali nogi. Zemljo poimenujemo tudi prst. prst. Ja, kako naj to vem, če Ja, pa zdaj nimam veš, nič zapiši napisano. Pa ti še Zemlja nisi je povedal prst. Nikoli. Ja. Zemlja je enako isto in rečemo prst. Prst. Zemlja je enako prst. Ok, No. zdaj pa vem. Evo, nadaljujmo. Med neživo naravo pa spada tudi voda, ki je nujno potrebna za življenje.
Ljudje zdržimo le nekaj dni brez vode. Veste, pravijo, da le 3 dni, potem pa lahko umremo. Ravno tako potrebujejo vodo živali in rastline. Voda je torej nujno pomembna in moramo paziti na našo vodo, da je ne onesnažujemo. Neživa narava pa je tudi zrak oziroma kisik. Tega potrebujejo živa bitja za dihanje in za življenje. Tudi brez zraka nobenega bitja ne bi bilo na tem planetu. Ja, samo res. Čeprav še nekaj sem se spomnil. Ja, včasih se tudi Charlie kaj spomne, upam, da imam prav zdaj. Zagotovo so del nežive narave, najbrž tudi kamni pa skale, a ne? Res je, Charlie, bravo, Ja, super. presenečaš. A ne da? Ja, tudi tako je, jaz. Charlie. Tu so še tudi kamnine, ki nam dajejo minerale in jih uporabljamo v vsakodnevnem življenju. In za konec pa je to tudi še svetloba oziroma sonce. Da bitja rastemo, se razvijamo, da drevesa cvetijo in imajo na to plodove. Da raste zelenjava na vrtu, pa cvetlice na travnikih in tako naprej. Vsa živa bitja potrebujejo svetlobo in toploto. Predvsem pa rastline, saj si s pomočjo svetlobe same pridelajo hrano. Ste vedeli? Neživa narava je nujno potrebna, da mi, živa bitja, sploh obstajamo. In zato pravimo, da brez nežive narave ne bi bilo žive. In živa bitja smo odvisna od nežive narave. No, Charlie in Tjaša, kaj menita, kaj bi se zgodilo z rastlino, če bi jo dlje časa pustili v temi in je ne bi zalivali? Ja, najbrž bi, kako že rečejo, mislim, umrla, usahnila, ne? Tako je, ja, podobno. A se strinjaš, Tjaša? Ne vem, če je usahnila. Ne, Dobro, no se veš, da Charlie pač ustreli tisto, kar mu prvo pride na misel oziroma pamet, a ne? Ampak verjetno oveni, ne? A ja, Oveni. Ali pa oveni, ja. odmre. Ja, tako je, ampak Tako to je. sem jaz nekje slišal tam v gozdu, sem se Ja. pogovarjal, da lahko tudi usahneš, a Ker veš. si verjetno ne bi mogla potem hrane ne, pridelovati. Ja, res je. Ja, Pa če ne bi zalivali, ne bi imela vode. no, Kaj če bi mi zdaj še enkrat ponovili, kaj je neživa narava, da si zapomnimo mi dva, ne? no, Ja, dajmo, pa mi čakaj. povejta. Dajva. Kaj že? Neživa narava. Smo Jaz zdajle sem smo tukaj rekli, da je. napisano kamni, pa skale, Kamni, ja? Ja, Kamnine? prst ali Prst. zemlja. Ja. Zemlja, ja. Potem Sonce, sonce, svetloba, oblaki, voda. tudi voda, ja. A ne? ja, Ja. Pa kisik. bravo. Točno kisik tudi, ja, te imam jaz tukaj Kisik, tudi ja. napisano že kisik, ja. Še enkrat si bom napisal, ker je to zelo, zelo pomembno, a ne, kisik oziroma zrak, ja. Ja, To bi rada vedela, enkrat bi rada videla, kako rastlina zraste. A veš, da bi jo gledala, kako kar naenkrat zraste. ja. A misliš, da to lahko kje vidimo? Pripravljen imam posnetek za vaju. Kaj? Ja, ja. Wow, Miha! No, poglejmo si, kako raste rastlina. Wow, Miha, super! Čeprav to moraš zdaj povedati tudi otrokom, a ne, da to posnetek je malo v pospešeni obliki, Ja, a ne, ja, da res Ja, je. verjetno To ni tako drugače. hitro, ne? traja nekaj Ja. časa, a ne, ampak smo pa videli zdaj, kako rastlina raste. Jaz nisem vedel, da tako lepo raste, gor. Ful, no, mislim, res, a ne, kako lepo rastejo, ful, Iz enega fajn. majhnega semena. Ja, tašla velika Ja, podzemna rastlina. rastlina. Joj. Ja. Pa No, miceno pa Tjaša, tako ko si ravno omenila semena. Za pridelavo semen so zelo pomembne žuželke. In brez žuželk, ki opravljajo opraševanje na rastlinah, tudi živih bitij ne bi bilo. Torej, tudi nas. Opraševanje je postopek za razmnoževanje rastlin.
Žuželke cvetni prah prevažajo iz ene rastline na drugo. To omogoča gnojenje in pridelavo semen ter plodov. Wow. Semena pa nato raznaša veter, pa ptice, dež in tako naprej. Super. Naj vam zaupam, da so najpomembnejši opraševalci čebele, pa čmrlji, metulji in tako. S cvetnim prahom in nektarjem cvetov pa se tudi vsi ti opraševalci hranijo. Pa si poglejmo posnetek. Ja, wow, kak ful lep posnetek si to pripravil. Lepo letajo iz cveta na cvet in delajo dobra dela ti naši opraševalci, a ne? In ja, veš kaj, mene pa zdaj nekaj zanima. Kaj? In sicer tako, vaju zdaj vprašam, pa tudi vas otroke. A smo zdaj mi pripravljeni kaj dobrega narediti tudi za naše svoje telo? A ste pripravljeni? Seveda. Jaz bi kakšno dobro delo naredil za svoj trebušček, pa nogice, pa rokice. Ja. Veliko bom jaz morala narediti. Kar gremo? Malo po malo, a ne? Gremo se gremo, igrati, gremo, ja, gremo. nekaj dobrega narediti za svoje telo. Žija, danes bomo se igrali dva lovita. Pravile igre so: dva lovita, greš na stran tistega, ki te je ujel. Danes smo se veliko naučili o živi in neživi naravi. Pa poglejmo še, kako se reče po angleško. Living and non-living things. Žive in nežive stvari. Spoznali smo, da živo naravo tvorimo ljudje, rastline, živali, glive in bakterije. Pa poglejmo, kako se po angleško reče ljudje. People. People. Živali. Animals. Animals. Rastline. Plants. Plants. Glive. Fungi. Fungi. In bakterije. Bacterias. In neživa narava. Voda. Water. Water. Tla oziroma zemlja, prst. Soil. Soil. In kamnine. Rocks. Rocks. Pa ponovimo še enkrat. Ljudje. People. People. Živali. Animals. Animals. Rastline. Plants.
plants. Glive, fungi. Fungi. In bakterije, bacterias. In neživa narava, voda, water. Water. Tla oziroma zemlja, prst, soil. Soil. In kamnine, rocks. Rocks. Dobrodošli v Speedyjevem kotičku. Speedy sporoča, da veselo piše pesmi in snema videospote za mlade talente. Če si želiš spota ali pesmi tudi ti, Speedy za to z veseljem poskrbi. Tukaj spodaj je napisan kontakt, na katerega se lahko obrnete. Pa prisluhnimo Speedyjevim talentom. Sem z Dupleka doma, za glasbo in petje mi srce igra. Pripravite glasilke, udarite dlani, naj vas v podplatnik in petek zasrbi. Naj bo torek ali sreda ali petek, več ne vem, kje teden moj ima začetek. Polne roke dela in skrbi čez glavo, tempora uničil je zabavo. Danes se nam kot prva zvezdica predstavlja Eva Julija Borovšak iz Brežic. Eva Julija poleg tega, da zelo lepo poje, tudi zelo lepo igra na violino. In danes nas bo s pesmijo popeljala v Ljubljano. Mi bomo vso noč preplesali,
imamo radi čas za prijatelje. In o tem nam bo tudi zapela pevka Živa Mihelčič, ki prihaja iz Dola pri Ljubljani. Živa si želi postati vzgojiteljica, zelo rada poje in pleše. Živa! Skrivnostna je ta igra, skrivnostan je ta svet. Mladi pa včasih ne znamo ga živeti. Velikokrat se zdi ti, da vase si ujet in ne zmoreš rad se imet. Verjemi vase, verjemi v čudeže, na vsakem koraku naj spremljajo vse. Rad se imej in od ljubezni boš zadet in na dlani imel boš v svet. Naj se začne zabava, čas za prijatelje, morje in sonce, valovi, naj družba zbere se in vsi zapojmo v en glas. Življenje lepo je, vse naše želje v zvezde so zapisane. Naj se začne zabava, čas za prijatelje, čas je ljubezni v spomine, na noč zapiše se in vsi zapojmo v en glas. Življenje lepo je, vse naše želje v zvezde so zapisane. Mladost je le ena, ne izpusti je. Ljubi in dovoli si odpreti srce. Toku življenja le prepusti se, pozitiva naj vodi te. Naj se začne zabava, čas za prijatelje, morje in sonce, valovi, naj družba zbere se in vsi zapojmo v en glas. Življenje lepo je, vse naše želje v zvezde so zapisane. Naj se začne zabava, čas za prijatelje, čas je ljubezni v spomine, na noč zapiše se in vsi zapojmo v en glas. Življenje lepo je, vse naše želje v zvezde so zapisane. Vse naše želje v zvezde so zapisane. Hvala. Dragi otroci, če znate tudi vi plesati, peti, igrati na kak inštrument, lepo risati, se voziti po zadnjem kolesu s kolesom ali kaj posebnega, pošljite nam vaš posnetek na našo Facebook stran ali pa na e-mail, ki je spisan tukaj spodaj. In z veseljem vas bomo predstavili v naši oddaji. Tako, za našega pajka potrebujemo barvni papir, moj pajek črne barve, potem eno drugačno barvo, lahko je siva, katerakoli za glavo, da bo majčkeno drugačna, potem belega za oči, črn flomaster, rdeč flomaster, lepilo, svinčnik, škarje, potem tale palčka, ki je za žar, ter dva kozarca, ki sta malo različna, in sicer en je širši zgoraj, en je pa ožji, zato da bomo imeli za obris. Najprej bomo obrisali od pajka trebuščka in vzamemo kozarec, ki ima večji obseg tegale kroga. Zato, da dobimo, potrebovali bomo pa dva. Sedaj lahko narišemo dva enaka, nekaj potem izstrižemo, lahko pa kar prepognemo papir in samo enega narišemo. Obris naredimo.
ko imamo narejen obris, tega kar oba skupaj izstrižemo. Primemo na sredini, da se nam ne premika. Malo preprimemo in izstrižemo oba naenkrat ali pa vsakega posebej. Kot vam je lažje. Tako, 2 kroga za trebušček sta že izstrižena. Sedaj pa potrebujemo samo enega za glavo. Vzamemo kozarec z ožjim obsegom, z manjšim obsegom, obrišemo, tako kot prej, in izstrižemo. Potrebujemo še 2 očesi, spet prepognemo, jo narišemo, koliko velike bi želeli imeti, narišete in tudi to izstrižemo. Ali pa vsakega posebej. In smo dobili 2 učka. Na našo glavico narišemo usta. Špajkec bo imel take zobke. Bo pa zelo prijazen pajkec. Prilepimo očesi. Notri lahko narišemo ali pa tudi strižemo črne krogce in prilepimo. Tako, naša glavica je pripravljena. Naš pajek pa potrebuje še nogice in sicer jih bo potreboval 8. In to bomo izstrigli spet iz črnega papirja. Lepo poravnamo, lepo list. In izstrižemo 8 enakih trakov. Jaz jih imam sedaj tukaj 9, pa bom potem izbrala. Najprej bomo vzeli tole palčko in bomo zelo pomazali enega od krogov za trebuščka. Tako, tole palčko postavimo takole in dobro čez prilepimo drug krog, drug trebušček. Ste videli? Tukaj imamo palčko, ki bo potem služila za premikanje našega pajka. Trebuščke smo prilepili, sedaj prilepimo še pajkovo glavico. Pajkova glavica bo takole nekje na sredini trebuščka, tako da tukaj namažemo z lepilom in glavico prilepimo. Sledijo pa še naše nogice. Tele nogice pa takole prepognemo lahko na 3 enake dele. Ni nujno, da so enaki, takole, da dobimo spet tako harmoniko in vse tako prepognemo. Ko smo takole prepognili že vse naše nogice, en del bo prilepljen spodaj pod trebušček in samo na enem delu polepimo z lepilom in ga takole prilepimo. Gledamo, da je ta nogica tako, da bo gledala navzgor. Naš pajek je končan. Zdaj pa lahko koga prestrašite, izdelate svojega in nam pošljete na naš Instagram profil, Facebook profil ali pa kar na naš e-mail naslov, ki je napisan tukaj spodaj. Danes pa spet en trik s kartami. Ja, čeprav danes je tale malo težji.
Zato mogoče tisti, ki ste še bolj majhni, a ne, prosite kakšnega brata starejšega za pomoč ali pa kakšno mamico, babico, dedka, atija in tako naprej. Ampak samo sedaj dobro pozorno gledajte, a ne, imam v roki ta prvo karto, drugo karto, tretjo karto in četrto karto. Zdaj, vi, ki karte poznate, veste, da so to kralji, a ne, različnih barv. No, in zdaj pa zelo, zelo dobro spremljite, opazujte, gledajte in mogoče boste tudi sami že zvedeli, brez potem moje razlage na koncu, kako mi je trik uspel. A velja? No, tako, zdaj si moram pa jaz tele karte takole lepo pripraviti in zložiti. Tako, zdaj vi še ne veste, kako se jaz to zlagam, ampak vam bom pokazal tako. Prva karta, druga, tretja in četrta. Zdaj pa gremo. 3, 2, 1 in... A ste videli? Ah, pričaramo nazaj, tiste kralje. No pa dajmo. 3, 2, 1 in... Poglej, pa imam res. Prvi kralj, drugi, tretji, četrti. No, zdaj še tako. A vidiš, imam res 4 karte, a ne? A ste ugotovili, kako mi je uspelo? Ali želite, da vam pokažem? Vam bom razložil, prav. Poglejte, za začetek potrebujete malo več kot 4 karte, a ne? Potrebujete res 1, 2, 3 in potem četrta karta je pa takšna karta, ki je posebna, da ima zraven še 2 drugi karti oziroma malo več. Kot sem rekel, trik je malo težji, ampak nič hudega, ker se bomo sedaj naučili. Jaz vem, da mnogo od vas mogoče sploh kart več nima doma, nobenih, pa tudi če jih imate, a vidite, jaz sem tukaj moral malo karte rezati in sem jih uničil. Zato predlagam, da mogoče tisti, ki nimate doma kart ali pa če imate zelo nove karte, da jih ne uničite, ampak bomo ta trik naredili tudi s pomočjo navadnih belih papirjev. A ne? Papirčke imate vsi doma. Potrebujemo zdaj tako 4 papirčke ene barve in 4 papirčke druge, oziroma ne, vsi papirčki morajo biti iste barve, a ne? Zdaj jaz, kot vidite, sem na ene narisal smajlija, na druge sem pa napisal Charlie. Kot sem rekel, potrebujemo 8 papirčkov iste velikosti. Zdaj, papirji so lahko poljubnih barv, a ne? Lahko so iz navadnega papirja, iz debelejšega, kartonastega papirja, kakor želite. Pa dajte si tako narediti, da vam bo papirčki, da vam bodo pasali v dlan, da ne bodo preveliki. No pa bom še tukaj enkrat napisal, še na zadnji papirček napišem še enkrat Charlie. Vi lahko napišete svoje ime ali pa ime kakšne osebe, v katero ste zaljubljeni, recimo, a ne? Pa tukaj naredim še enega smajlija, takole, pa še laske. No, zdaj vam pa pokažem, a ne? Zdaj, rečemo, da bomo imeli Charlie, da bomo naredili tako, kot sem si tukaj pripravil, a ne? Takšne, pač, da bo prišlo potem Charlie na koncu, ko bomo čarali, oziroma ko bomo pričarali, iz smajlijev bomo pričarali besedo Charlie. Zdaj pa tako, poglejte. Spet bomo potrebovali še lepilni trak in pa škarje. Lepilni trak takole narežemo na čisto majhne delčke. Prilimamo tukaj in, a vidiš, takole prilimamo in nalimamo drugo besedo Charlie. Pa še enkrat ponovimo isto. Takole, ne, imamo 1, 2, 3, super. In zdaj, ta zadnji trakec, se pravi, bo tukaj prišel, ampak zdaj moramo, ne, narediti takole, dati skupaj listke, ker listki moji so isto veliki. In tukaj odrežemo stran. Tako. In potem še tegale, ta zadnjega prilepimo. Takole. Bum. Tega bomo pa prilepili, poglejte, takole. A vidite? Se pravi, tukaj damo lepilni trak na to stran. In prilepimo še tega zraven, a ne, da bo isto. In potem, če zapremo,
Malo mi nagaja. Takole. Lahko tudi zapremo, a ne? In potem lahko odpremo. Takole. No, in potem, ko smo to naredili, pa prilimamo tale listek na našega enega smajlija. No, tako imamo 4 karte, a ne? In tudi, če so malo bolj posejano rezane, nič ne skrbeti, kaj ti ljudje razdalje tako ali tako slabše vidijo. Sploh pa tisti, ki imajo očala, tako kot jaz. A ne? In damo te 4 karte potem skupaj, še malo, lahko jih tudi pravilno obrnemo, a ne? Da ko bomo odprli, da mora biti beseda Charlie od spodaj. Tako pokažemo, se pravi, imamo 4 karte oziroma papirčke, jih damo skupaj, potem tega, ko bomo odprli, a ne? Ki je beseda Charlie, oziroma v vašem primeru v kakšna druga beseda, si postavimo na začetek, oziroma ta karta mora biti na vrhu. In potem si spodne karte lepo pripravimo, tako, a ne, eno za drugo. Dobro, zdaj te smajlije ne vidite, ker so pač tukaj, a ne, tako. Ali pa če jih obrnemo na drugo stran, na glavo, tako da jih bo tudi, da jih bo do vaše občinstvo videlo. Tako en smajli, drug smajli, tretji in četrti na vrhu, a ne. In potem si pripravimo tukaj na mezinček, damo spodaj, ko bomo odprli, a ne? Se pravi, vaše občinstvo še vedno ne ve, da imate vi karto na spodaj prilimano in potem rečemo 3, 2, 1 in z dlanjo odpremo, ampak to naredimo zelo na hitro, a ne? In potem takole malo z roko potresemo, da čarovnija izpada še bolj čarobna in potem, vidite, imate tukaj druge karte in občinstvo bo imelo tako velike oči, kot sova pa čuk, ki sedita na veji. Ja. In potem še nazaj zaprete, tudi hitro, 1, 2, 3, karte zložite skupaj in rečete, poglejte, a vidite, sedaj imam pa čisto druge karte v roki. Saj bo šlo, kaj ne, vem, da je malo težje, a ne, s kartami se to da še mečkeno lažje, ker so malo večje in malo bolj trde kot papir, ampak tudi s papirjem sem prepričan, da vam bo uspelo. Če pa ne, pa vprašajte za pomoč kakšnega izmed prijateljev, tisti, ki so malo starejši že. Ok, Petka. Tjaša, Ja, Charlie. a bova spet kaj risala? Ja, prav si ugotovil. Res, risala bova. Risala bova. Čeprav se spet greva v igro izziv minute, a veš? A ja, spet imava tu igro. Spet 60 sekund, 1 minuta. Kaj nama je pa danes Miha naštemal? Miha nama je naročil, da morava narisati čim več sončkov, ker ima se veš, da ima Miha zelo rad sončke. Sem tudi jaz, res, ne? ja, jaz tudi. Ja. Sonce. In sicer mora sonce imeti 5 sončnih žarkov. Ha, Petka, valjda, itak, ne, Petka. Se pravi, narišemo krog in pa 5 sončnih žarkov. In to je sonček. Sonček in koliko jih bova narisala v 1 minuti? Ja, velik najbrž, a ne? No, pa poskusiva, ne? In tisti, ki zmaga, je zmagovalec in ja. Za koga boste pa navijali? Za Charlija, itak, pa za Tjašo. Ja, tudi, a ne? seveda, Ja. za oba. Imaš? Imam Kaj boš? pisalo? Jaz bom kar s svinčnikom. Ja, jaz bom pa z barvo, evo. Prav. Tako, Vi pa lahko doma potem seveda še pobarvate te sončke, ne, ko jih najprej narišete. 60 sekund imamo časa, kdo jih naredi več s 5 sončnimi žarki. Tako. Sva pripravljena? Evo, pazi. Sva. Na 3, 4, zdaj. Ena, dva, tri, štiri, pet. Ena, dva, tri, štiri, pet. Ena, dva, tri, štiri, pet. Štiri, pet. Pet. Ti gre, Charlie? Super mi gre. 2, 3, 4, 5. Niso glih najlepši, so pa okrogli. A si kaj šteje žarke? Ja, seveda. 5. Do 5 pa itak vsak zna prešteti. 1, 2, 3, 4, 5, tiskaj, pa zdaj se bo pa še naučil. 1, 2, 3, 4, 5. Meni bo še skoraj lista zmanjkalo. O, stop!
Tam pa samo 2 žarka. Tvoji so pa kar neke molekule, Tjaša. Ja, ne? Ja. Kot un čudni virus. Ja, poglej, moji so vsaj tako sončni, oranžni, sončni. Ja, se res. Čeprav dejva jih midva zdaj prešteti. Tale moj ni popoln, se pravi, ta ne pride v poštev. Ja, jaz bom tudi tega prečrto. Ajde, isto tega. No, zdaj pa preštej ti. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Zdaj pa ne vem, sem tega števal, ne ne. vem. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. 19, wow! 19. Ja, pa si gotovo prehitel, da vidiva. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Kdo je zmagal? Bravo, Charlie, za 4. Ja, ampak Wow. petka. Čeprav, čakaj. 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3. Imaš, sem jaz prej vse pogledala, jaz pa ja. tudi. No. Tudi, ja. Zdaj pa otroci, mene zanima, kdo lahko premaga Charlija ali pa Tjašo in vam postavim izziv, minute, 60 sekund imate, da tudi vi doma narišete sončke čim več v 1 minuti s 5 sončnimi žarki in potem, ko boste narisali, se poslikite, pa posnamte, pa nam pošljete svoje umetnine tukaj dol na mail spodaj, da jih vidimo in da jih lahko tudi objavimo, pa da jih Miha to pokaže. Ja, lahko pa tudi na Instagram ali pa naš Facebook profil. Ja, seveda, to sem pa čisto pozabil, tudi tam, ja. No, prav, Tako. komaj čakava. Pošljite! Za vas imam danes pripravljeno rusko pravljico Razbita buča. Na veliki njivi so ljudje pozabili bučo. Zvečer je prišla mimo miška. Kakšna imenitna buča, je vzkliknila. Stanovala bom v njej. Zglodala je eno luknjico za vrata in 2 luknjici za okna in se vselila v bučo. Po noči je prišel mimo ježek in rekel: Miška, razširi vrata, prišel bi k tebi stanovat. Miška je odgovorila: Ne, nočem, ti bi me pojedel, kar pojdi svojo pot. Ježek je odšel dalje iskat stanovanje. Zjutraj je mimo buče prišla siva muca in prosila: Miška, razširi svoje vrata, da pridem k tebi stanovat. O, ne, nočem, ti bi me pojedla, kar pojdi svojo pot, je rekla miška. In muca je odšla dalje iskat novo stanovanje. Opoldne je mimo buče pritekel majhen psiček in prosil: Hov, miška, prosim, razširi vrata, da pridem k tebi stanovat. Miška pa se je bala in govorila: Ne, nočem, ti bi me pojedel, kar pojdi svojo pot. In psiček je odšel iskat stanovanje dalje. Zvečer je mimo buče priskakljal zajček. Kakšna imenitna buča, domov jo ponesem, je vzkliknil zajček. Zajček je pograbil bučo. Miška se je prestrašila in zbežala. Zajček pa je takrat zagledal miško in se prestrašil, spustil bučo in zbežal v gozd. Buča je padla na tla in se razbila. Tako je bilo konec imenitne buče. Kakšna škoda, kaj ne? Zgodaj zjutraj Charlie prebudi se in prelista dnevne časopise. Lačni medved Miha se v kuhinji mudi in pripravlja zajtrk za vse 3. Tjaša pa veselo že pometa in pravi, da lep dan se nam obeta.